Na prav poseben zmenek pa se je minuli teden odpravil predsednik Borut Pahor in to ne s komerkoli, ampak se je na zmenek odpravil z nemškim predsednikom Ottom Rehhaglom. Hecam se. Otto Rehhagl je nemški trener. Trenutni nemški predsednik je Werner Herzog. Kar spet ni res. Werner Herzog je v bistvu nemški režiser. V bistvu noben od nas ne ve, kdo je predsednik Nemčije. Saj je predsednik najštevilčnejše države v Evropski uniji živi v taki senci kanclerke Angele Merkel, kot živi v senci glavnega pevca basist pri skupini, v bistvu pri kjerkoli skupini, ker noben nikoli ne pozna basista. Pahorjev zmenek z nemškim predsednikom pa se je, tako kot vsak drug zmenek, pričel z rožami. Obisk Franka Walterja Steinmeierja se je začel z vojaškimi častmi na Kongresnem trgu v Ljubljani. Nemški državnik je položil venec k spomeniku vsem žrtvam vojn. Ja, ironija je bila na vrhuncu. Nemški predsednik je položil venec žrtvam vojn. Kar je približno tako, če bi direktor McDonald'sa položil venec žrtvam srčnega infarkta. Je pa res, da je v Nemčiji funkcija predsednika zgolj simbolična in je njegova edina naloga, da polaga vence vsem žrtvam vojn, ki so jih začeli Nemci. Kar pomeni, da ima kar veliko dela. Edini stavek, ki ga mora nemški predsednik znati v večjih jezikih, je: se opravičujemo. Da je pri srečanju slovenskega in nemškega predsednika res šlo za zmenek, pa priča tudi jedilnik, ki sta si ga privoščila pri večerji. Med njimi tudi belušno strjenko na kremi rumenega korenja, sirnimi hrustavčki in mlado solato s prepeličjim jajcem. Potem uradin file, telečji medaljon na praženih jurčkih, kefirjevo peno in pa čokoladni genaš. Pahor je nemškega predsednika peljal na razkošno večerjo v nasprotju s hrvaško predsednico Kolindo Grabar-Kitarović, s katero gresta ponavadi kar na burek na Petrol. Zmenek z nemškim predsednikom pa se ni zaključil z večerjo, ampak sta skupaj obiskala še koncert v središču Ljubljane, na katerem sta zaplesala ljudski ples Mazurko. Plesalec priklon in menjava. Da sta mrtvaka plavala. Da sta predsednika zmenek zapustila z mešanimi občutki, pa priča dejstvo, da je bil predsednik Pahor že nekaj dni zatem viden na zmenku z britanskim princem Edwardom. Od koder je objavil tole sliko, ki jo je nemški predsednik komentiral z besedami: ti prasec. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!